Tokrat sedimo v ropotarnici v Mariboru in marsikdo že marsikaj pozna glede tega, še več pa bo gospa Polona sedaj povedala. Kaj pravzaprav pri vas najdejo ljudje, mimoidoči, tisti, ki vas še ne poznajo in pa tudi tisti, ki so že bili pri vas? Tako, pozdravljeni pri nas, dobrodošli. Ja, ropotarnica je v bistvu program društva Aktiviraj se, gre pa za ponovno uporabo. Gre za to, da podaljšujemo življenjsko dobo. Gre za to, da dosti stvari so še uporabni, mi jih pa več recimo doma ne potrebujemo. In da ne romajo v smeti, vabimo ljudi, da nam prinesejo stvari, ki so doma viška. Čisto preprosto. In potem jih tukaj mi očistimo, pregledamo, tudi kaj malega popravimo in potem ponudimo novim uporabnikom. Teda v bistvu, če iščete kako stvar za dom, mogoče tudi za darilce, karkoli za sebe, tudi oblačila imamo, lahko pridete k nam in si tukaj najdete poceni in v bistvu rabljeno, s tem pa skrbite za okolje, za en lokalen projekt, zaposlujemo ljudi iz tega okolja, ranljive družbenih skupin, teda v bistvu je en taki socialno-ekološki projekt. Zdaj, mi vas poznamo kot trgovina, ne? Tako. Tudi govorimo v naši oddaji o podjetništvu v Mariboru. Me pa zanima, kakšno imate vi obliko delovanja, ste društvo ali socialno podjetje? Oboje, no. Torej, v bistvu v osnovi smo društvo, ki je leta 2014 pridobilo status in registriralo socialno podjetje, kar pomeni, da se lahko bolj tržno obnašamo. Kot društvo je neprofitna organizacija, z statusom socialnega podjetja pa lahko mi tudi sami pridobimo na trgu določena sredstva, da lahko sami ustvarjamo in da lahko sami nekako financiramo naše programe. Želimo biti čim bolj samooskrbni, v smislu, da smo čim manj vezani na neka javna sredstva in s tem v bistvu status socialnega podjetja to omogoča. Na ta način, torej s tem imamo neke lastne prihodke, da se lahko razvijamo, da lahko koga zaposlimo in tako naprej, teda v bistvu je socialno podjetje naš status. Koliko imate zaposlenih trenutno? Trenutno nas je 6, plus s tem 4 smo zaposleni, 2 sta preko programa javnih del, pa še zelo se poslužujemo, če se le da, aktivne politike zaposlovanja Zavoda za zaposlovanje in imamo tudi letos smo se priključili enemu programu učnih delavnic, ker imamo še 2 človeka, ki nam pomagata na programu. Torej nas je vse skupaj, nas je 8. Se pa zelo ste aktivni in se udeležujete raznih dogodkov v Mariboru in sodelujete s številnimi partnerji. Lahko mogoče nekatere omenite, ste najbolj odmevni. Ja, sodelujemo res z različnimi in čim bolj smo veseli nekega sodelovanja, ker poslanstvo društva je zmanjšanje nekega okoljskega vpliva, hkrati pa ustvarjanje novih zelenih delovnih mest. In v bistvu v povezavi z namenom zagotavljanja teh ciljev se povezujemo, mrežimo, recimo sodelujemo z podjetjem Snago, tudi na zbirnih centrih na Snagi nam zbirajo stvari za nas. Snago smo povezani tudi v enem drugem evropskem projektu, z mestno občino sodelujemo, mestna občina nam nudi te prostore, tako da v bistvu se z tem oddelkom za okolje, medobčinskim uradom za okolje sodelujemo in tako naprej, z različnimi deležniki. Kako pa kaj ljudje gledajo danes na takšno zvrst socialno podjetje in recimo na vašo dejavnost? So odprti, jim je to všeč? Vsako leto več, moram reči, da se res razvijamo. Tudi v začetku leta 2010, ko se je ustanovilo društvo in ustanovila ropotarnica, takrat je bilo še ime posredovalnica rabljenih predmetov, je bil res hitro je bil zelo dober odmev in širok odmev. V bistvu so to projekti, ki v drugih krajih lepo potekajo, že to ni samo pri nas, nismo tople vode izumili in ljudje so zelo lepo sprejeli. Na eni strani pridejo ljudje, so rekli, tako dolgo imam že stvari v kleti, pa jih nočem stran vreči, ker so še lepe in uporabne, zdaj sem pa vesel, da jih lahko nekemu predam, ker vem, da bo še dobil novega uporabnika. Teda v bistvu na eni strani so zelo veseli tega, po drugi strani pa marsikdo veliko ljudi pride in tu si poišče neko stvar za sebe, da ne gre kupovati takoj prvo nove stvari. Tako da v bistvu na obeh straneh beležimo zelo dober odziv, tudi vsako leto, ker v bistvu beležimo vse donirane predmete, jih tehtamo, teda smo vsako leto več tega pride k nam, torej več pride se da v ponovno uporabo. V lanskem letu smo zabeležili 20 ton rabljenih predmetov, ki je šlo skozi naše roke in potem k novemu uporabniku.
Kaj se pa najpogosteje pojavlja, kateri predmeti? Ali imate kakšne omejitve, sprejmete nekaj, nekaj ne? Tako žal imamo omejitve, v smislu večjih kosov pohištva žal ne moremo sprejemati, zato ker nimamo prostora, čisto preprosto. Teda drugo pa najbolj zaželeni so predmeti za dom, od vsega tudi kuhinjskih pripomočkov, posod, kozarcev, knjig, tudi rabljene knjig dosti prihaja k nam in tudi dosti se kupuje. Razne stvari, tudi vidite, imamo televizorje tukaj v glavnem, ampak električni aparati sprejmemo samo, če je delujoč, ker žal ne moremo popraviti. Teda tukaj na licu mesta pregledamo, sprobamo in če dela, potem se potrudimo najti novega uporabnika. Kje pa vas ljudje lahko zasledijo, pravzaprav kako poteka ta proces? Samo pokliče, jaz imam nekaj, za kar ne rabim več pa... Ja, tako, jaz moram reči, da nas ljudje že res dobro poznajo, nekako stalne stranke prihajajo k nam, vedno se veča se ta krog ljudi. Ja, tako je, k nam se lahko pripelje na licu mesta, torej na Partizansko 21, se k nam pripeljejo stvari, če imajo res viška, tudi včasih kaj gremo mi iskat, ampak najbolj je zaželeno to, da ljudje sami pripeljejo. Prosimo tudi, da so stvari v redu stanju, da je tekstil opran. Jaz mislim, da je to vse neka zavest ljudi in moram pohvaliti tudi ljudi, da prihajajo res v redu stvari k nam. Sigurno imate tudi kakšne želje za izboljšave, kaj si želite v prihodnosti, da bi nastalo še iz te zgodbe? Iz kaj bi nastalo iz te zgodbe? Ja, mi si želimo recimo neko večje skladišče v bližini, to nam je neka želja, da bi lahko potem tudi večje stvari sprejemali. V lanskem letu smo sicer štartali tudi, kar je bila dolgoletna želja, delavnice za predelavo sploh nekih lesnih stvari pa tekstila. Torej zdaj imamo na Pobrežju, imamo v bistvu Recycling Lab, smo imenovali naš projekt, ker mi veliko stvari ne gre takoj naprej novemu uporabniku. Naša želja pa je, da res čim več materiala, ki pri nas pride, da gre spet ponovno uporabo, in na ta način smo razvili razvojni center Recycling Lab, kjer v bistvu tekstil in lesni predmeti, materiali pridejo tja k nam in jih predelamo. Torej, sploh iz tekstila, to imamo že močno razvito, imamo tudi svojo blagovno znamko, torej iz tekstilnih ostankov, sploh džins nam je zelo koristen, delamo torbe, ruzake, predpasnike, pavštre, blazine, torej v glavnem stvari za dom, za uporabo. Torej, v bistvu spet še dodatno nekako koristimo ta rabljen material, pa tudi delavnico imamo tudi za malo neke stole, predelamo in tako naprej. Teda, mogoče, če neka vizija, želja nam je po enem skladišču, to bi nam bila recimo neka, zdaj kratkoročna želja, tako bom rekla. Pa prodaja teh iz blagovne znamke, prodaja predmetov iz blagovne znamke, da se še razširi, da imamo nove naročnike in tako naprej. No, v tej smeri pa delamo, to pa je bolj friški nov program.